Drage boginje, pozdravljene. Moje ime je Suzana Grav. Poznate me kot urednica koledarja za boginje, ustvarjalko in vodnico rdečih šotorov in obredov za opolnomočenje žensk. In kot veste, imamo vsak mesec v našem koledarju prostor za knjigo meseca. In dragoceno mi je, da lahko vsak mesec predstavim eno žensko avtorico, ki v našem prostoru vnaša svoje znanje, svoje učenje in ki prinaša sebe v ta prostor, svoj glas. Preden sva z romano začeli, sva začeli s tišino in zame, jaz to zelo močno čutim, kot dve izhodiščni točki. Prosim, bom povedala te dve izhodiščni točki, ampak danes je z menoj Romana Jercegovič. Ženska, ki je napisala knjigo Obredno gledališče, od misterijev matriarhalne Evrope do obujanja svetosti v gledališču našega časa. To je naša knjiga meseca. Ženska, sem si napisala, da je dramaturginja, sem si napisala, da je ustanoviteljica duš. Obrednega gledališča Duše zemlje. Tako. Danes jo jaz zelo doživljam tudi kot svečenico, ki čuva drevesa. Sva v botaničnem vrtu. Lahko jaz? Daj. Jaz bi se najprej zahvalila tebi, Suzana, za to vabilo. Sem zelo počaščena, da sem danes tukaj s tabo, da lahko delima na eni globi ravni to žensko povezavo, žensko povezavo tudi z naravo, ne? Ker v bistvu ženske smo narava in na tem lepem mestu tukaj v tem botaničnem vrtu je ena izmed redkih točk, kjer še ta lepota pravzaprav ima svoj prostor in živi. Zaradi tega, ker, ko si rekla svečenico dreves, pač bom jaz vletela z eno manj lepo realnostjo, ne, da pravzaprav ta divjost, divjina našega bitja, našega bivanja je v tem našem času pravzaprav ni samo po sebi umevna, ne, sama po sebi umevna in tudi ta globoka povezava med ženskami in ženske kot take, ta divjina naša v nas, se mi zdi, da tudi ni sama po sebi umevna, ne? Da v bistvu živeti sebe v tej svoji avtentičnosti in v svoji pristnosti, ne? Ni stvar, ki bi bila, samo že tretjič rekla, sama po sebi umevna, ker ni. ampak je stvar, katero v bistvu jaz osebno pravzaprav vsak dan na nek način znova se jo spominjam in jo včasih kakšne dneve zelo z lahkoto to poteka, ne? Kakšne dneve pa pravzaprav soočena z vsem tem, kar se dogaja v svetu in kar se dogaja v vsakdanjem okolju, z vsem tem uničevanjem narave in uničevanjem človekovega dostojanstva in uničevanjem tega, kar je pravzaprav nekaj naravnega za žensko, pa ne žensko kot samo žensko, ki smo rojene v ženskem telesu, ampak za žensko počelo, ne? Se pravi, tisto svetost bivanja, svetost narave, svetost dehtenja življenja, ki ga je tukaj polno v tem botaničnem vrtu, zdaj tukaj danes, ampak tolikokrat se mi zdi, da smo nekako uklenjene ali pa ukalupljene v neke bi rekla norme ali pa pravila, ne?
nekatere izmed nas, ko smo umetnice ali pa se ukvarjamo z, ne vem, bolj svobodnimi poklici, ne, si lahko mogoče privoščimo več tega. Ne. V vsakdanjih poklicih pa je dostikrat srečujem to, da ženska mora se pa moški tudi prilagoditi, da lahko sploh nekako ohrani osnovne svoje, mislim, da lahko sploh preživi v bistvu. Recimo, naprimer, zataji svoje prepričanja zaradi tega, da lahko vsak dan jo plača, recimo, dobi, ne. Zdaj mogoče grem v ene vode, ko mogoče niso najbolj prijetne za slišati, pa mogoče za ta uvod, ampak pravzaprav to je nekak del te knjige tudi pravzaprav, ne? Ker govorim v tej knjigi o tem, povej ti. Tole bi želela, ker se navezuje se. Tvojo knjigo, oziroma najinemu pogovoru sem se posvetila na drugi dan menstruacije. In ena stvar, ki jo znotraj knjige jaz zelo močno sem jo doživljala, pa mogoče zagotovo zaradi tega, ker sem menstruirala, ampak občutek, tako, prav zapisala sem si, da je občutek, kako da bi vstopila v maternico vesolja, kjer so zapisane zgodbe žensk, tistih, ki so negovale počelo življenja. In se mi zdi, da ravno zaradi te hitrosti, ki si jo ti omenila, da se je izgubil prostor za tišino. In ker nimamo dostopa do tišine, in ker mi ženske nimamo dostopa do posvečenega časa menstruiranja, ne samo za tiste, ki si to lahko vzamemo, ampak da bi bilo to dostopno za vse nas, da bi lahko v bistvu se obredno posvetile temu, da bi zaslišale, da bi videle, kaj v bistvu je za negovati. Tudi ta tišina se mi recimo zdi tako kot neko ključno izhodišče za negovanje življenja. Drugo pa, da v bistvu ritual izhaja iz sanskrt, ke besede RTU, kar v bistvu je menstruacija. In naše koledarje in vse se je v bistvu začelo, naše obredje se je začelo z zavestnim menstruiranjem. Oziroma ne vem, če so ona takrat sploh to imenovali zavestno menstruiranje, ker je bilo pač to del življenja. Vpeto v življenje. Tako da mene je recimo to znotraj tvoje knjige zelo nagovorilo, da čeprav se ti v bistvu tega lotiš zelo specifično in dosledno in odstiraš, da v bistvu delaš poroko med tema dvema ženskim principom pa moškim, da v bistvu lahko razložiš, a ne, stvari. Hkrati se mi zdi pa, da so nepisane stvari notri in se bere in kot zgodba in kot nekaj, kar lahko razmišljaš zraven. Ja, v bistvu jaz recimo to knjigo čutim na tak večdimenzionalni način, ne? Da v bistvu besede te popeljejo pravzaprav v neko globje asociativno polje. Ne? Ja. In dejansko to, kar praviš, je dejansko neka vrsta iniciacija ali pa povabilo vhoda v to globino svetlobe maternice. Ne? V podzemlje, ne? Ker za naše prednice je pot v podzemlje bila tista pot, v katero so se podale, na nek način pot očiščevanja vsega, kar je treba odstraniti, da prideš do tistega globokega bistva, do tistega svojega templja. In ta tempelj svetosti, spust v ta tempelj svetosti je pravzaprav tam simbolično živela, oziroma simbolično boginja Persefona je za Grke bila tista, ki je tam bivala. Ne? In
In Persefona je pravzaprav tista izjemno subtilna vibracija duše. Ne? Se pravi, tista moja notranja svetloba, moje notranje bitje, moja notranja mladenka pravzaprav, ki je srečna in hvaležna, da smo si vzele čas in se povezale z njo, v bistvu same s sabo. Ne? In ta potovanje, spust v podzemlje je pravzaprav bil vzorec oziroma zemljevid poti, ki je v vseh kulturah so to prakticirali. Ne? In ženske so imele svoje posebne obrede, ki so trajali par dni. Tezmoforije so se rekle to recimo v Grčiji. Ne? In so se podale, tudi postile so se v tistem času, umaknile iz vsakdanjega življenja in se enkrat na leto podale v vase, globoko vase in v stik same z sabo. To se mi zdi v bistvu tako res, če nekaj si omenila, pa mi je bil tako lep stavek, da v bistvu je ritual soustvarjanje resničnosti. Da v bistvu ti nečemu posvetiš pozornost in v razmerju s silami narave in življenja v bistvu posvetiš svojo energijo za rojstvo nečes. In zaradi tega se mi ta tišina tako močno nagovarja, ker če v bistvu nimamo tišine, če si ne vzamemo časa, da gremo v notranji umik, dejansko vsi ne vemo, kaj želimo roditi. Ne vemo, čemu posvetiti sploh svojo energijo. Ja, ker v bistvu tišina je poslušanje. Ne? Se pravi, v tišini lahko slišimo. Ne? In tu je tisto, kar jaz vidim, bistvo tega, da je lahko ženska potem res prodorna. Ne? Recimo vse za sebe, jaz tako čutim. Ja. Se pravi, jaz to tudi v svojem vsakdanjem življenju dosti prakticiram, ta stik sama s sabo in preko stika z naravo, tudi preko tega, da se včasih čisto odklopim, pa sem v svoji tišini doma za 4 zidovi. Ne? V tem stanju negibnosti pravzaprav slišimo sebe in svoj notranji glas. Ne? In jaz običajno, ko delam projekte, kakršnekoli, ali so to gledališki, ali poezija, ali knjiga, ali pač karkoli, pa tudi v vsakdanjem življenju, recimo, preden naredim korak, ker pred nekaj začnem, tudi pred kakšnim pomembnim pogovorom, ne, si vzamem čas, da se slišim, kaj pravzaprav moja duša, kam me pelje, kam mi kaže pot. In takrat, ko ta vizija pride, ko ta jasnost pride, takrat sem neustavljiva. Ker vem, da če pride iz tega nivoja, se pravi ne iz tega, zdaj sem se pa odločila, zdaj bom pa naredila. Ne, ampak da res pride iz te globoke tišine, takrat vem, da je to prava stvar. In takrat vem, da se tudi zunanje okoliščine, čeprav izgleda to včasih nemogoče, se tudi zunanje okoliščine temu včasih prav čudežno prilagodijo. Ne? To ne pomeni, da jaz nič ne rabim narediti za to, ampak s tem, ko jaz to vero od zadaj imam, ki jo imam na podlagi te notranje vizije, nekega notranjega občutka, potem je nekako tudi z večjo prodornostjo grem v to, brez dvoma. Ne? Povej mi, Romana, kaj pa, ko si pisala knjigo, ker v bistvu naše poslušalke, si predstavljam, da v bistvu, ne vem, pa tudi, če tako poslušam sebe, recimo, ko se lotiš nekaj, pa recimo, da sem že prišla do tega, zdaj sem začutila, da jaz to bi naredila in naredim prve korake in potem se začne dogajati življenje, začne se dogajati strahovi, oglasi se glava, na kak način si v bistvu ti sama sebe negovala in podpirala, da si v bistvu lahko rodila to knjigo.
kaj so bili neki tvoji podporni sistemi, če tako rečem? To je ravno tisto, ko sem prej omenila, ne, da v bistvu ni samo po sebi umevno biti v tem prostoru. Ne. In to je ta moment, ko v bistvu je vedno znova, vsak dan znova, ali pa mogoče to ni vsak dan, ampak vedno znova, ko se lotiš, da se vrneš v ta prostor. Ne. Moji podporni sistemi so predvsem ta stik z to svojo notranjo vizijo. Ne? Se pravi, recimo nekako osnovna vizija, kot jo tudi tu noter opisujem, je bil obisk svetišča v Eleusini v Grčiji. In tam sem res doživela to povezavo z eno drugo resničnostjo, ki je do takrat še nisem doživela na ta način. Ne? Se pravi, takrat, ko sem jaz prišla v to svetišče pred zdaj že 18 leti. Za tiste, ki ne vejo, to je? To je Eleusina, eleusinski misteriji so se dogajali na tem svetišču in to je prostor iniciacijskih obredov v Grčiji. Ja. Torej, ko sem prišla na ta prostor, sem jaz bila čutila eno tako domačnost, eno tako milino, lepoto, ki me je prežemala in ko sem se tam kar na tla sem se vsedla na tistem prostoru, ki so ga Grki imenovali holiest of the holy, se pravi najsvetejša od vseh svetih stvari. Ne? In tam se mi je res razkrila ena taka vizija, ne? Ena taka svetloba me je oblila, ena ženska v belem se je pred mano pojavila in kot bi mi tančico razkrila iz oči in dejansko sem jaz videla, da neke prizore, ki so se tam odvijali v teh pradavnih misterijih, ki so več tisoč let pravzaprav potekali, ne? Kot bi me v bistvu pokazala, da ni mogoče prav konkretno kaj se je dogajalo, ampak ta občutek mi je dala, kakšna veličastnost je bila tega, tudi določene konkretne stvari, ampak da tista vizija je meni povedala, da dejansko obstaja večdimenzionalnost sveta in da obstaja ta božanska dimenzija in da ta dimenzija pravzaprav ima žensko podobo. Ne? Ta svečenica je bila, jaz sem jo doživljala kot svečenico iz pradavnih časov, ki mi je pravzaprav mi dala, odprla vrata v ta občutek, ne? V ta občutek te svetosti, ki se je tam odvijala in po tistem jaz preprosto več nisem mogla se obnašati ali pa pretvarjati, da tega ni. Ja. Ne? Ja, ja. In od tistega časa v bistvu nekako imam mogoče to oporno točko, ne? Se pravi oporno točko, v kateri se lahko vračam in zdaj še vedno ti nisem odgovorila na te podporne sisteme, tudi recimo sestrstvo, recimo. Zdaj ti kar naprej govorim, ne? Ja, v tvoje vprašanje. Hodila sem to, kako misel mi je bila, da kako je dragoceno, da, ker primi ta sveti ključ, veš, da sem ga zaradi tebe prinesla, ko si napisala svečenice, so imele ključe, je pa drugače od Barbare Pije Jenič darilo meni za moj rojstni dan, za moj prvi ženski krog leta 2012, mi ga je prinesla, je bil del predstave, prve, katero sem delala z njo, ko smo potovali po labirintu, v bistvu to, kar ti omenjaš tudi v knjigi. Kjera predstave to? Kako so že grehi, nekaj v zvezi z grehi. Nekaj z grehi, dolg nazaj je. Ker Barbara tudi dela v bistvu obredne. Obredne, ja. Res mi je, ravno zaradi tega mi je njeno gledališče tako blizu. Ker to se mi zdi, da v bistvu rabimo. To, kar si rekla, ni samo umevno. Življenje naše tukaj ni narejeno, da bi negovalo življenje, da bi negovalo tisto, kar je sveto. In se mi zdi tako lepo darilo,
da prihajajo prostori, da prihajajo ljudje, da znotraj sebe to prepoznavamo, to svetost, da v bistvu nam vrednote ne diktira družba, ampak nekaj, kar je večje od tega. Tisto, tako, ko se ti Levzine omenila, ko so te spomnile, v bistvu so ti odprle vrata glede romana, in 20 let kasneje knjiga, pa hkrati koliko tvoje poti se je oplemenitili zaradi tega. To se mi zdi, da priznamo prostor tem svetim trenutkom in da jih počastimo, da jih sprejmemo v svoje življenje, da jih ne jemljemo kot nek svoj, to je ta nek kar neki, to pa res nima nobene veze z resničnostjo. Ja, z resničnostjo. Tvojo, ker to mi je tako močno, zaradi tega, ker ti to tako štrikaš noter. Naše zgodbe so bile stišene in na njih položene, v bistvu zgodbe, ki moramo imeti čez to resnico najdeti, iskati svoje ključe, kaj nam odklene, da v bistvu tole je lahko moja resnica, in to lahko jaz celo na glas izrazim, ne da bi me bilo strah, ker vemo, koliko strahu imamo še prisotnega pred tem, da bi res izrazile to, kar čutimo, kar je živo v nas. To, kar si zdaj rekla, se pravi, to je pravzaprav, zdaj sem se spomnila, ko si rekla, da to bi ena izmed mojih velikih motivacij, pravzaprav iti skozi te študije, ki sem jih šla, ko sem v bistvu magisterij in doktorat naredila, prav s tem namenom, da tem občutkom, ki jih tako lahko damo, to se mi samo zdi, da jim damo prostor. Kaj je že? Najin čas se izteka. Se pravi, da damo prostor tem vizijam, tem navidezno ne... Ljube boginje, medve se vračava, sva v botaničnem vrtu. Najina časovnica se je hitreje zasukala, kot bi medve želeli. Tako da bi Romano v bistvu še enkrat povabila, da podeli to svojo misel, kaj se ti je zdelo ključno nekako, kar si želela zaobjeti znotraj pisanja tvoje knjige in kar bi v bistvu želela podeliti, priporočam. Bistvo tega, kar me je nagovorilo k pisanju te knjige, je odpreti to ogromno polje svetosti svetega ženskega počela, s katerim so naše prednice imele zelo globok stik. In ne samo ženske, pravzaprav naši predniki, vsa stara ljudstva so posvečali pozornost nevidnemu svetu. Posvečali so pozornost svoji dušni realnosti. Tej nevidni realnosti, ki vzporedno z vsakdanjim življenjem poteka in dajali tej realnosti enako pomembnost kot vsakdanji realnosti. Se pravi, to je tisto, kar se mi zdi bistveno nekako povedati v tej knjigi. Da dajmo poslušati ta vzporedni svet, to resničnost, ki nekateri pravijo prava resničnost. In to sta kot dva krila enega metulja, brez katerega težko letimo. Se pravi, če živimo samo v sanskem svetu ali pa samo v prozaičnem, praktičnem svetu, nismo v ravnovesju, nismo v stiku z lepoto bivanja, z ljubeznijo, z tistimi magičnimi dimenzijami, ki pravzaprav osmišljajo naše življenje. In tukaj To bi vzela pa za izhodišče, da vidim, če mi še dovoli, mi dovoli. Ker ta misel mi je res tako lepa. Lepota zmeraj obstaja, a svet zame postane svet, šele ko ga ugledam kot takšnega. Svetost obstaja v nas samih,
in je dostopna ustvarjalcem, ki so se pripravljeni spustiti globoko vase, da bi jo našli, začutili in jo na svoj unikatni način utelesili v svojih stvaritvah. Ljube boginje, naj vas ta misel spremlja v vaš vsakdanjik, ko sidrate to, kar je vam sveto, in ko pogumno izražate to, kar vam vaša duša odstre v prostorih tišine. Hvala ti, to si pa krasno povedala. Evo. Odklepajte svoje sobane, odklepajte. Neslutene razsežnosti so pravzaprav v nas. In res bi povabila vsako izmed nas, da si upa in vzame čas vstopati v te prostore, drugi odpiramo jih, ker drugo spominjamo. In takšni krogi, kot jih tudi Suzana odpira in te prostori, so ena krasna priložnost pravzaprav, da se tudi na teh ravneh globjih povežemo med sabo in se spominjamo teh. Da krepimo, Ja. da krepimo, se spominjamo Ja, in še krepimo. in krepimo, ja, res, Da rata drevo, ne? Točno, ja, Rata drevo. ja. Da se opogumljamo tudi v tem, speljati projekt do konca, kot si rekla prej, ker res se dogaja to, da se ti vmes zgodi 1000 in 1000krat, da ti reče, da je to brez veze in da to nima nobenega smisla, ampak ne, ima smisel. Ma. Tako da karkoli te kliče, sidraj, ljuba. Sidraj. Tako, da vidim. Imamo še celo čas. Da